dokje bo šel Bitcoin v tem ciklu? To ne vem, ker bi mogel mogoče kakšno kavo pogledati, ampak kaže mu zelo dobro. Mogoče se je že pognal do vrha, tudi to ne vemo. Vsak finančni komentar že vsebuje Bitcoin. Ko se po vseh medijih govori, takrat je pravzaprav že prepozen, ne? Taka škoda se dogaja, ker ne znamo kot investitorji sprejeti tega, da moramo iti kontra tem čustvom, da moramo iti not v strah in takrat investirati. Nikoli ne smeš misliti, da boš zadev in poden za nakup in vrh za prodajo, ker ne boš. A vidiš kak segment, ki bi lahko v bistvu eksplodiral v drugem delu tega cikla? Tiste banke, ki tega ne bojo adaptirale, a ne, čez 10 let praktično ne bojo mogle obstajati. A misliš, da Ethereum omrežje zaradi svoje počasnosti razvoja ogrožena lahko kaj novega pride? Drugače, kar pa se bo začel odvijati, se pravi, da gremo tukaj skoraj z nule na trilijone, je pa tako imenovan. Lepo pozdravljeni v še zadnjem podcastu v tem letu, kjer bomo naredili en pregled kriptotrga. Občutek imam, da bo tale naš pogovor danes zelo sproščen in nabit z ogromno informacijami. Opažam pa tudi, da vsakič znova medse povabim več gostov, namreč danes z mano sedijo kar trije. Imamo pa še eno posebnost, namreč v ozadju imamo kar nekaj občinstva, kateri bodo imeli seveda na koncu priložnost zastaviti mojim gostom tudi kakšno vprašanje. Pa da malo vseeno predstavim moje goste. Torej danes je z nami Marko, eden izmed pionirjev v investiranju v kriptovalute, in že več kot 20 let si pridobiva izkušnje na tehnološkem indeksu Nasdaq. Marko, pozdravljen. In pa seveda nam vsem že zelo znana obraza, Izidor Benčina, pozdravljen. Živijo, Marjeta. In Benjamin Samotorčan. Pozdravljena. Živijo. Pa morda kar začnimo z eno najbolj vročo temo oziroma z najbolj vročim vprašanjem in najbolj pogostim vprašanjem ta čas. Marko, povej nam, dokje bo šel Bitcoin v tem ciklu? Čeprav je do zdaj veljalo, da so te cikli veljali, jaz vseeno mislim, da prej ali slej bo kriptotrg stopil v nek super cycle, če tako imenujemo. Kar pomeni, da bojo, se pravi, pullbacki, bear marketi manjši, bolj plitvi, zato ker sploh v teh prihodnjih letih bo vstopalo veliko, da ne bomo govorili o milijardah, ampak bomo govorili o trilijonih kapitala, ki bo vstopil na ta trg. Tako da bi jaz kar ne bi govoril o ciklih, no, kot celoti. Kaj pa cena? Cena Bitcoina, do kam gre? To ne vem, ker bi mogel mogoče kakšno kavo pogledati, ampak kaže mu zelo dobro, glede na to, da se vse to, kar smo, bom rekel, tudi pri Incrementumu pričakovali v preteklih letih, se to sedaj odvija. Tako da ne vem, kaj naj rečem, ampak vsekakor nam je dal za povohati $100,000, bom rekel. Predvsej sem prepričan, da bomo videli tudi 100,000 evrov. Ne bi pa v dejanskih cifrah govoril, mislim pa, da višje, no, tako bom zaključil. Zdaj, Amerika se pogovarja, da bo dala v državne rezerve. A misliš, da tudi to lahko vpliva na ceno? Ja, vsekakor se je začela odvijati dirka, to, kdo bo prej pridobil svoj Bitcoin. Ker verjamem, da skozi čas, ker bo ta bitka globalna, bo precej težko priti tudi do enega Bitcoina. Izidor, kaj pa ti? Kakšne so tvoje napovedi? Bom tudi jaz malo pokroviteljski, tako kot Marko. Ne bom šel čisto v številke, ker jih normalno ne morem vedeti, ko jih noben na svetu ne more vedeti, do kam se v tem ciklu lahko požene. Mogoče se je že pognal do vrha, tudi to ne vemo, ampak čudno bi bilo, no, če se cikel ne zaključi še kar nekaj, mogoče 10% višje. Zakaj
tako mislimo, oziroma se lahko pogledamo kar nekaj dejavnikov, neki so sam fundament oziroma če pogledamo, kdo vse kupuje trenutno Bitcoin in kdo ga ima namen kupovati v bližnji prihodnosti, vidimo, da so tukaj res na vidiku velike institucije, mogoče, če samo omenim Microsoft kot podjetje, ki trenutno ravno v teh dneh razglablja o tem, a gredo v nakup Bitcoina ali ne. Če se to zgodi, bo sigurno nek ponoven signal tudi manjšim vlagateljem. Microsoft kupuje, normalno, tudi jaz si ga želim, ne? To mi je še ena potrditev. Novice, kot prihajajo, naprimer z Otoka, pokojninski sklad, prvi pokojninski sklad na Otoku v Veliki Britaniji je preusmeril 3% kapitala v Bitcoin. Vse to še niso neki ogromni zneski, mislim, da od 50 milijonov v upravljanju so 3% usmerili v Bitcoin, ampak to so tisti signali, ko več ni razmišljanja, ali je Bitcoin neka tvegana naložba ali neka varna naložba. Če pokojninski sklad o tem razmišlja, tam ni prostora za neko igranje s sredstvi strank in to so tisti pokazatelji, kam se svet pelje. Seveda, to so tudi eni pokazatelji, kako se dolgoročno razmišlja v tem svetu, ampak ja, če se čist na ta cikel vrnemo, čudno bi bilo, če se ne bo nekje v naslednje leto, kam točno v prvih mesecih ali do konca leta trg še dokončno razvil do tistih nekih novih vrhov. Tudi ne nazadnje sami indikatorji oziroma tehnična analiza in kako so se vrhovi kreirali in cikli v prejšnjih letih, kaže na to, da bi se moglo to zgoditi šele krepko bolj v globini naslednjega leta. Se pravi, se na te nivoje cena Bitcoina spreminja? Ja, definitivno. Benjamin, še midva, dokje bo šel Bitcoin? Upam, da čim višji. Bi se pa tukaj navezal na Bitcoin leta 2010, ko je prišel na trg. Takrat noben z mano vred ni verjel v Bitcoin, pa je bil zelo ugoden, mislim, da par centov. Čudi me tudi, da države, ki zdaj razmišljajo, da bi svoje rezerve investirale v Bitcoin za zniževanje javnega dolga, resno in konkretno razmišljajo o tem, da bodo to naredili. Seveda si ne znam predstavljati, kaj bo to pomenilo za Bitcoin, ker če bo Amerika to začela, potem mislim, da bodo vse države sledile. In si ne znam predstavljati, koliko denarja to prišlo v Bitcoin in mislim, da ne samo v Bitcoin. Tako da vidim Bitcoin veliko više, kot smo zdaj, pa smo zdaj na rekordih. Koliko bo, ne vem, če se navežem na recimo Mikea Saylorja, ki pač napoveduje Bitcoin tam do leta 2050, da bi znal biti med 3 in 5 milijonov dolarjev eden. Ne. Pol nas čaka še kar lepa rast, ne, da pridemo do tja. Kako bo, ne vem. Koliko bo rukarjev vmes, tudi ne vem. Vsekakor bojo. Ker nobena stvar ne gre samo gor, vse pač žaga v tako imenovanih ciklih. Kako se bodo cikli spreminjali, odvijali časovno, kakšni bodo te paci, ne vem. Ja, vsekakor ga vidim pa konkretno više, kot je zdaj. Marko, na katerih segmentih kriptotrga ti vidiš največje priložnosti? Kar se tiče, zdaj bi izpostavil mogoče artificial intelligence, zato ker je par centraliziranih firm, ki se zdaj, bom rekel, borijo, kdo bo prevzel vodstvo v tem. Tukaj imamo pa mi decentralizirano in mislim, da na vsakem področju bo decentralizirano ekosistem zmagal. Tako da zdaj vsi poznamo ChatGPT recimo, Mislim, da decentraliziran artificial intelligence ima vsekakor večjo možnost kot pa nek ChatGPT, ki se v bistvu preusmerja v for-profit organization. Zdaj, ravno decentralizirani sistemi so to, da je vse od communityja, da je fair na vseh področjih in tukaj mislim, da se druge centralizirane firme lahko še toliko borijo, Microsofti, Google, ne vem kdorkoli, bo v končni fazi vse pokril
decentraliziran artificial intelligence sistem. Kako pa vidva vidita te segmente, se strinjata z Markom? Blockchain je tukaj, ja, da spremeni ta svet, da res stvari bolj transparentno začnemo peljati, ker se sprašujemo, kaj se dejansko dogaja na internetu, a to, kar prebiramo, a je res ali ni res, podatke, ki jih nekam oddajamo, a so varno zapisani ali niso, kdo jih vse izkorišča, in predvsem z tega vidika se pričakuje, da bomo lahko dosti bolj na nek način mirno živeli v svetu z blockchain tehnologijo. Sigurno bo tudi neki minusi, tako kot pri vsaki stvari, ampak mislim, da je bistvo, da imamo tisto stran, ki nam bo prinesla čim več plusov, in da ta svet postane lepši v tem času, ko se tehnologija sploh noro hitro razvija, ko kdaj ljudje sploh ne sledimo vsemu skupaj, in blockchain tehnologija bo, verjamem, da pomagala ves ta mogoče tudi nek nemir malo bolj stabilizirati. Zdaj, če lahko tukaj še nekaj dodam, jaz sem rekel za artificial intelligence, zdaj tukaj ne pomeni to, da drugi spektri nimajo takega potenciala, kot naprimer decentralizirane finance, DeFi, to tiste banke, ki tega ne bojo adaptirale, čez 10 let praktično ne bojo mogle obstajati. Tako da tukaj govorimo spet o takih velikih, samo artificial intelligence, samo ena zdajle mogoče, ki je hot, so pa druge enakovredno velike, bom rekel, ali celo večje. Benjamin bi dodal. Ja, vsekakor verjame Marko tudi, da bo umetna inteligenca tista prva, ki je tudi najmlajši otrok tehnologije v bistvu, a potrebovala blockchain zaradi verodostojnosti, decentralnosti, tako kot je rekel. Ja, so pa tudi še druga področja, kot področje ekonomije, gaming področje, gospodarstvo kot tako, javna uprava, posod tam, kjer je verodostojnost smiselna, tam bo blockchain prisoten, oziroma je smiselno, da bo, in mislim, da tudi bo. Tako, ja. Področje je zelo široko, ker pač blockchain zagotavlja neko verodostojnost, ne da se spreminjati nič, kar se zgodi na blockchainu, se pravi, to je zapisano za vedno, in povsod tam, kjer je pač smiselna verodostojnost, tudi v podjetjih konec koncev, bo bolj konkurenčno tudi zaradi cene, hitrosti in verodostojnosti. Tista podjetja, ki ne bodo uporabljala blockchaina, bodo zamenjana, po moje. Tako da tukaj me ne skrbi. Področje je velik por, povsod tam, kjer je smiselno, da je blockchain, je pa smiselno praktično povsod. Marko, a obstaja trenutno kakšen projekt, ki je tebi še posebej zanimiv? Da enega omenim, ja. Naprimer. Ne vem, recimo Render Network, recimo, je zanimiv. Ker je ravno sedaj bitka, zdaj vemo, da v zadnjem letu Apple ni največje podjetje, ga je prerasla Nvidia, in zakaj? Zaradi te rasti artificial intelligence, se pravi potrebe po procesorski moči. In verjetno bo to kar nekaj let, bo težko dobiti za te velike, ki data centre vzpostavljajo, da bojo sploh si zagotovili dovolj procesorske moči. No, Render Network recimo je pa decentraliziran, se pravi, ti samo s tem, da vstopaš, bom rekel, s plačilnim sredstvom, kot je token render, si ti lahko izposodaš, bom rekel, neomejene količine procesorske moči, tako da v tej smeri, bom rekel, vidim več let, da neke rasti. Benjamin, kaj pa ti? Kjer misliš, da bo eksplodiral? Alternativni projekti vsekakor, ti imajo dodano vrednost, bom rekel, v tem momentu morda višjo kot Bitcoin. Se pravi, alternativni projekti so tisti projekti, ki so v našem portfelju, tisti bodo vsi eksplodirali. Kaj pa ti, Izidor?
Seveda imam neke ljube projekte, ampak na prvem mestu mi je še zmeraj Bitcoin tisti kot ata, mama kriptotrga, katerega ne nazadnje tudi najbolj sledim. Seveda so mi pa zanimivi projekti, ki delujejo, ki razvijajo v svetu. Mogoče Chainlink je en tak, ki verjamem, da bo v prihodnosti naredil kar revolucijo na različnih področjih v svetu. Marko, kdo misliš, da bo zmagovalec Layer One? Se pravi, kdo bo zraven Bitcoina imel še svoje blockchain omrežje? Bo to Ethereum, Solana, Sui, kakšen nov mogoče? Verjetno misliš kot zmagovalec, da je nekdo največji. Seveda. Težko rečem, jaz že od začetka sem, bom rekel, v tem, da verjamem v to, da bo multi-chain. Nisem maksimalist Bitcoina, Ethereuma, ne vem, Solane. Spet tako isto kot prej, ko si spraševala za ceno, target Bitcoina, ne vem, karkoli bi rekel, zdajle bi se zmislil. Verjamem pa, da jih bo več in se bo najdel prostor in za Ethereum, in za Solano, in za Sui, in za še kakšnega. Pa se dotaknemo še malo makroekonomskih trenj, a ne? Se pravi, v tem ciklu jih definitivno imamo, a ne? Se pravi, imamo negativne, vse pač vojne pa tako, imamo pa tudi pozitivne, a ne? To so absolutno ameriške volitve, a ne? Vse imamo prvič v zgodovini vlado, ki je naklonjena kriptu, a ne? Pa me zanima, kako ta trenja, Marko, vplivajo na kriptotrg. To, kar se je sedaj v Ameriki zgodilo, ne, je v bistvu obrat z 180 stopinj. Se pravi, gremo popolnoma drugo stran, kot je bilo v preteklih 4 letih. Če ne bi Trump zmagal, ja, več bi bilo še enih polen pod noge zdajle zmetanih v teh 4 letih, ampak spet bi pa 2028 verjetno prišli do tega, ker pač sam game theory pravi, da morajo iti države naprej. In glede na to, kaj se odvija, bom rekel, ne vem, Singapur, Arabski Emirati in to, je bilo samo vprašanje časa, kdaj bo tudi Amerika v to. Tako da, ja, seveda, če smo v preteklih 4 letih ali pa ne vem, odkar smo v tem, je bilo res veter v obraz, a ne. To, kar se bo zdaj dogajalo, bo veter v jadra, kako ne rečem. Imaš mogoče kakšno strategijo, ki se ti je v preteklosti pokazala, da so jo mogoče v bull marketu fino držati? Ja, se je. Če gre nekaj hitro gor, bom rekel 400-500%, ne razmišljaj odprodaj dobršen del. Kje pa vidva vidita trenutno trg iz vidika vlagateljev mogoče, Izidor? Na kriptotrgu se večino zgodi res, ne vem, ponavadi te cikli trajajo tako, da 2-3 leta je res čisti dolg čas, v zadnjem letu se pa vse zgodi in če nismo not v tistem obdobju, ko je mučno, zamudimo lahko polovico te rasti in to se je zdaj že zgodilo, verjetno. Oziroma en velik del te rasti se je zamudil in nažalost pač ta naša človeška psihologija, čustva tako deluje, tako da kdo to posluša, če ne bo zdaj tega izkoristil, teh nasvetov, jih ne pa vsaj v prihodnosti. Tako da ta strah moramo loviti in ta strah izkoristiti, da vstopamo. Vse bo tudi korekcije v rasti, tako da tudi bo kak strah pritisnil v rasti, vsej tisti strah izkoristiti. Benjamin, ampak a ne, da je že čutiti malo evforije oziroma pregretosti na trgu? Ja, glede na to, da je vrsta pred vrati, se strinjam s tabo, se pravi zdaj, ko se že pišejo članki, Bitcoin dosegel nove rekorde, zdaj konkretno najnovejši $100,000, to magično mejo pretolku oziroma prebil. Bi se pa navezal na tvoje vprašanje, kje v trgu smo, kako je smiselno vstopati v ta trg. Če vstopaš poučeno, da razumeš, kam investiraš svoj denar in da investiraš denar, ki je namenjen temu, se pravi, da ni časovno omejen. Če gledamo zdaj od začetka 2018, oziroma konca 2018, ko smo štartali s podjetjem Incrementum,
Pa do zdaj pa je samo 6 let, kratkih 6 let minilo od tega, zdaj smo pač vstopili v 7. leto, smo recimo naše vložke povečali vlagateljem za več kot 1000%. Če to ni lep rezultat, pa ne vem, kaj je. Vmes seveda je tudi rukalo. Bilo leto 2022, ko je bil konkreten padec, pa je bilo potem leto 2023 totalno mrtvilo, dolg čas, nič se na trgu ni dogajalo. Tako da v teh trenutkih oziroma v takih trenutkih je potrpežljivost največji donos. Ker če takrat odnehaš kot investitor, se pravi, da izstopaš iz investicije, Bog ne daj, da noče slučajno minus, čeprav to veliko ljudi dela, kar 90% Slovencev pač dela te napake, potem je brez veze, da investiramo. Se pravi, če investiramo pravo, se pravi poučeno, da investiramo, ko je strah prisoten na trgih, tako kot je Izidor omenil, lahko vam povem primer enega investitorja našega, ki mu je težko investirati nek znesek, ker ga je bilo strah. Rekel, ne, mene je strah. Jaz sem mu rekel, da če vas je strah, pomeni, da je ta prav trenutek za vas, da je to. Mi je pa predtem povedal, da je pa kupil tudi kar veliko količino zlata, pa sem ga vprašal, vas je bilo kaj strah, ko ste zlato kupoval? Prav ne. No, vidite, tukaj je razlika. Se pravi, vedno, ko je prisotnega tistega zdravega straha mal, je čas za vstop ta pravi. Kje zdaj se nahajamo v kriptu? Države prihajajo, podjetja prihajajo, korporacije začnejo investirati v kripto. Ma kdo ne? Kdo ne? Kam to gre, jaz ne vem, ampak mislim, da po grafih, tudi po webinarjih, ko ga pač, če se zdaj navežem na tisti graf v primerjavi razvoja oziroma uporabe interneta pa blockchaina, kjer blockchain že prekaša internet po uporabi, jaz mislim, da smo še vedno dokaj na začetku, čeprav nismo več na začetku, ampak samo, da smo po hitrosti. Po hitrosti, tako, ja. Tako da mislim, da tudi nekdo zdaj, ki ne bo najbolj ugodno vstopil, lejte, tudi na podjetju Incrementum smo se celo leto 2022, celo leto 2023, oziroma 2/3 leta 2023, pa še malo trudili, investirali, da čim več ljudi probamo ozavestiti, da je zdaj pravi trenutek. Ko je cena nizka. Tako. In da se prav lahko pohitrimo naše donose. Ne? Zdaj ljudje sami kličejo, te isti ljudje. Ki prej niso hoteli slišati. Tako, ki so bili prej mogoče malo bolj pametni, a ne, sem ti rekel, da še ne bo to zrastel za to. Zdaj, ki pa je pa vrsta pred vrati. Zdaj pa tudi minimum več časa za vse. Enostavno čestitam vsem tistim, ki so sprejeli ta pogum, oziroma da so bili pogumni, da so sprejeli to odločitev, da so se usedli na ta vlak in zdaj so zelo zadovoljni. Čist za primer, ker sem ravno danes imel sestanek z enim gospodom, malo si zaznamke pišem, tako kot zgodovino govorim s kom. 2 leti nazaj sem si napisal, gospod je rekel, me ne zanima. To je bilo takrat, ko je Bitcoin znašel, verjamem, da ravno tam nekje okrog 15 tisočakov, mogoče 20, ampak zelo nizko, celoten trg je bil zelo nizko. Perfektna priložnost za vstop, da bi kupovali, ne vem, akcijsko v trgovini 80% znižanje nekega materijala, ki nam res prinese neko vrednost kasneje. In gospod je rekel, takrat me ne zanima. Pa ne zato, ker ne bi imel sredstev, ker sem ga dobro spoznal danes, ima kar nekaj sredstev na strani, ampak zdaj ga pa zanima in zdaj bo šel v trg in res taka škoda se dogaja, ker ne znamo kot investitorji sprejeti tega, da moramo iti kontra tem čustvom, da moramo iti not v strah in takrat investirati. To nam daje rezultate. Sej bo imel tudi zdaj lepe rezultate. Torej, ko se po vseh medijih govori, takrat je pravzaprav že prepozen, ne? Ko bo po vsi mediji poročali, pa ko bomo z vseh strani slišali nasvete vseh prijateljev, takrat je pa res čas, da se počasi. Seveda, prepozno kratkoročno bomo tukaj govorili, ne? Čeprav to, kar se zdaj v medijih že omenja, pa to,
Spremljam finančne podcaste, finančne oddaje in opažam, da vsak finančni komentar že vsebuje Bitcoin. To nazaj ni bilo tega. Prav Bitcoin je bil nič. Zdaj je v vsakem finančnem komentarju tudi mnenje o Bitcoinu oziroma nek podatek o Bitcoinu. Tako da zdaj te teze, ki so včasih veljale, pa za prejšnje cikle, ne, ko si ti v lokalu slišal na ta, kar je govoril o Bitcoinu, ne, je bil to signal, da smo že na vrhu, da je treba iti ven, da bo prišlo do popravka. Ne. Ja, jaz jih zdaj slišim. Že jih slišim. Ne. Tudi ljudje se med sabo pogovarjajo o Bitcoinu, tako da Bitcoin ni več tisto, drugačen je. Drugačen je v svetu postal, pomemben, konec koncev je postal del tradicionalnih financ. Tukaj zdaj ni več šale, ETF-i so bili odobreni, tudi drugi bodo še. Tako da mogoče se pa zadeva malo spremenila, ne. Da ne bo več tako, kakor je bilo. Ne. V smislu, ko slišiš na takarja v lokalu Bitcoin, da je pa konc. Ne. Ker zdaj že na takar spremlja naročilo v Ma Bitcoin. ne, jaz imam tak občutek, da bi pa ljudje zdaj vsi vsekakor hoteli takoj v kripto, da pa iščejo poti, kako se kup Bitcoin, vse te zadeve, se mi zdi. Ne vem, tak občutek imam. Bitcoinu bo zmanjkalo, oziroma jih je že zdaj premalo. In zato tudi vidim druge projekte, ki bodo kot Bitcoin v smislu državnih rezerv, konec koncev. To se bo pol tudi tisti scenarij, kjer lahko Bitcoin v 20-25 letih poseže tudi preko 40-50 milijonov na en Bitcoin. Tudi te napovedi obstajajo. Ampak niso toliko nemogoče, če se vse to uresniči, da gre Amerika v to smer in take te zgodbe z institucijami. Marko, a vidiš kakšen del kriptovalut, ki pričakuje, da bo zaznamoval ta cikel? V prejšnjem ciklu so bili DeFi pa NFT, ta cikel pa se je v bistvu začel z meme-coini. A vidiš kak segment, ki bi lahko v bistvu eksplodiral v drugem delu tega cikla? Dobro, tisto, kar sem prej omenil, sploh ne bi, ker jih pač več vidim. Zdaj mogoče bi tukaj rekel, meme-coini so začeli zato, ker so bili ljudje že toliko naveličani vsega drugega, ker se ni premaknili, in potem je najlažje kazino imeti na meme-coinih, zato je to tako uživelo. Po mojem, drugače, kar pa se bo začel odvijati, se pravi, da gremo tukaj skoraj iz nule na trilijone, je pa tako imenovan RWA, se pravi Real World Assets, bojo tokenizirani. Praktično vse se bo tokeniziralo in tukaj samo, če govorimo o nepremičninskem trgu, to govorimo o tisočih trilijonov verjetno. Tako da tudi recimo, če dam en primer, tudi že BlackRock podpira projekt, je vklopljen v to. Tako da BlackRock, ki je seveda upravitelj največji asset manager na svetu. Tako da to mislim, če bi mogel zdaj izpostaviti, se pravi tokenizacija praktično vsega. Zdaj pa še naši poslušalci iz ozadja. Bom kar izpostavil, se pravi, smo bili pri Bitcoinu, ki je ta največji, recimo še sam Ethereum, ki je druga največja kriptovaluta, ni dosegla vrha, ker je šlo ravno čez ta leta, je šlo čez vse to, ali bo sploh, kar si mi ti prej vprašala, ali bo obdržal, kdo bo prvo mesto obdržal, in bom rekel, še 2 meseca nazaj, je bilo to, da Ethereum gre pa na nulo, da ne bo zdržal, se pravi, te dirke z drugimi, čeprav je že samo ta network efekt, ki ga je dosegel v teh letih, to se ne bo kar izbilo, bom rekel tako na hiter. Tako da sam Ethereum mislim, da je tukaj zdajle, sploh ta teden je, če gledamo tehnično, je šele začel. Tako da tukaj mislim, 2-kratnik, 3-kratnik je dosegljiv, bom rekel, v relativno kratkem času, pa bi kdo mislil, da ne. Ti lahko dam tukaj eno pod vprašanje.
ko si govoril o Ethereumu, to je omrežje oziroma infrastruktura za alternativne projekte, drži? Tako. Solana je tudi, ne? Omrežje pač za oziroma za alternativne projekte. Tako. A misliš, da Ethereum omrežje, ki je oholo oziroma počasno, ker je praktično 2/3 konkretnih oziroma pravih projektov na tem omrežju zaradi svoje počasnosti razvoja ogrožena, lahko kaj novega pride, recimo. Tudi mimo Solane, recimo. Mislim, da to je tudi funkcija tega, da it's a feature, da je počasen. Sej, tako kot sem prej spraševal, Layer tu rešuje na tem, ampak vseeno ima veliko varnost in danes, če gledamo velika podjetja, uporabljajo Ethereum, vključujejo v svoje poslovanje, tako da mislim, da tako kot tudi Bitcoin ni hiter, pa ni priročen za plačevanje. In tudi ravno ta teden je direktor Feda, Powell, rekel, da Bitcoin v bistvu moramo gledati kot digitalno zlato. To je chairman Feda rekel ta teden. In isto mislim, da ima tukaj, bo imel Ethereum to funkcijo, se pravi, decentralizirana varnost in ja, mislim, da je velika resnica v tem, ja, tudi pridobivanje vrednosti, zato ker se bo uporabljal na vse več različnih načinov. V tem kontekstu pridobivanja vrednosti, drugače pa ja, bom rekel, če si Bitcoin maksimalist, če zagovarjaš to, da zaradi tega raste cifra, ja, vsekakor lahko računaš tudi na to še nadaljnjih v prihodnjih desetletjih. Saj, če pogledamo, ne vem, pa če si gledal kakšen ameriški film, iz leta 1870, je nekdo kupil kmetijo za $12, če bi takrat imel Bitcoin, koliko bi mu od takrat porastel, ker je pač konstantno, mislim, tako da ja, je dobršen del rasti je zaradi tega, bom rekel, ja. Mislim, načeloma je dobro, da stranke razmišljajo, da investirajo za nekaj let. Tudi kriptotrg je tukaj zato, da nas bo navduševal naslednjih 10, 15, 20 let. In seveda iz leta v leto bodo donosi manjši, če bomo zamujali z vstopom v trg. Tako da potrebno gledati dolgoročno, so priložnosti kratkoročne tudi, sploh v trenutku, kjer se zdaj nahajamo, so lahko rezultati zelo hitri, imeti pa stalno v ozadju tisto, kaj si sploh želimo od investicije in kaj nam dejansko trg lahko da, in vsaki stranki želim, da za vsako stranko želim, da razume, da ni tukaj vezana na pol leta, na eno leto investicije in potem pozabi na kriptotrg, ampak da razmišlja, da bo od tega trga sadove žela še na naslednjih vsaj 10-15 let. Se pravi, da postopoma investiraš, se pravi, nek cost averaging, da delaš, to je vsekakor, bom rekel, zelo pametna zadeva. Se pravi, če od vsakega mesečnega priliva, ki ga imaš, nekaj daš, tukaj mislim, da boš zelo malo časa, ko boš sploh lahko v minusu, bom rekel. Dosegel boš pa dolgoročno odlične donose. Tako da to je zelo dobra strategija, sploh zato, ker v marketu moraš biti dlje časa, nikoli ne smeš misliti, da boš zadev in poden za nakup in vrh za prodajo, ker ne boš. Tako da te strategije bi se držal. Ja. Ja, če lahko še jaz tukaj dodam, kaj svetovati potencialnemu investitorju, ki bi zdaj investiral v kripto, vsekakor
da se pač investira denar, ki je namenjen temu in da nima omejitve časa, ker trg je nihajen, je zelo nihajen v primerjavi z drugimi trgi. To pač je specifika kriptotrga. Tukaj so lahko korekcije, popravki 20, 30, 40% v parih urah. Vse to smo že doživeli, zato tudi to govorim. Torej, če je izpolnjen ta pogoj, da denar, ki je investiran, nima časovne omejitve, je treba samo znati plavati, zdržati, biti potrpežljiv v teh trenutkih, ko je trg rdeč, takrat še vlagati, recimo. Tako da ja, vsekakor je smiselno vstopati, bi pa seveda na prvem mestu vprašal tega potencialnega investitorja, kako je prišel do te ugotovitve, da bi on investiral v kripto. Najbrž iz naslova medijev, od prijateljev, ki so že zaslužili, in to je tisto čredno, se pravi zdaj, ker pa vse že zeleno, zelo lepo oplemeniteno, zdaj bi pa jaz investiral. In s takimi investitorji treba biti previden, ga opozoriti, če boste vi investiral 100.000 evrov, pa če jutri pade na 20.000 evrov, kaj boste naredili? Lahko še 100 doložite, recimo. Če je odgovor ne, potem ta investicija najbrž ni primerna za njega, ali pa vsaj ne s takim zneskom, recimo. Tako da ja, vsekakor dolgoročno zdaj, čeprav če vlečemo vzporednice s prejšnjim ciklom, se pravi časovne vzporednice, se pravi te 4-letne, zadnje 2 cikla sta bila pa časovno ovrednotena 4 leti, bi to pomenilo v tem ciklu, da vidimo vrh nekje novembra, decembra prihodnje leto. Zdaj, a to bo ali ne bo, bomo videli. Tako, kot sem že prej omenil, se zna zadeva tudi malo spremeniti, tudi sami cikli, tako da, ja, vsekakor dolgoročno, če gledamo zdaj, uporabnost blockchaina, smo še na začetku, nam tudi še ni jasno, kako bomo pa mi to uporabljali, ampak tudi za internetom ni bilo jasno. Tudi za internetom ni bilo jasno, pa gremo danes spat z njim, pa vstanemo z njim, čez dan ga imamo pa v žepu. Pa noben ne uporablja interneta, sem zadnjič z malo starejšim gospodom govoril, sem ga vprašal, a vi uporabljate internet? Ne. Ja, pa imate pameten telefon? Imam. No. Sploh ne ve, da ga uporablja. To je toliko naš vsak dan. In z blockchainom bo enako. Tukaj so recimo Mark Andreessen, ki je z internetom od samega začetka zraven. On pravi, blockchain je prva tehnologija, ki lahko spremeni svet kot internet. Tako da vsekakor smo na začetku uporabe blockchaina in kot investitor, ja, še enkrat, če denar nima časovnih omejitev, dobrodošli. Jaz bi mogoče samo eno napako, pa mogoče malo izven konteksta, ampak opažam tudi trenutno stranke, ki so investirale v bistvu v idealnem obdobju, pa niso investirale dovolj v smislu njihovih razpoložljivih financ, ker ogromno investitorjev začne vstopati v trg z nekim tipanjem in potem čist preveč časa traja, dokler se ne opogumijo toliko, da pa dodajo še preostali znesek, katerega so mislili investirati. In stranke trenutno prihajajo z idejami, ko imajo že podvojene zneske, da bi pa še dodatno dodajali in to konkretno večje zneske, čeprav so jih imeli že takrat na voljo. Tako da tukaj enostavno treba je takrat, ko vstopamo v trg, sploh v času, ko so cene nizke, investirati vse tisto, kar imamo namen investirati v tak produkt. Ker s čakanjem, da nam že se podvoji vrednost in potem dodajati, to je pač velika škoda se nam dela. Ali pa šele priporočati prijateljem takrat, ko že mi podvojimo sredstva. Če mi resnično hočemo pomagati ljudem okrog sebe, pomagajmo takrat, ko tudi mi poceni investiramo, ne takrat, ko mi že napravimo lepe donose. Takrat več škodujemo svojemu okolju, kot pa koristimo. Se strinjam s tabo, jaz bi pa tukaj še dodal, da tudi tisti investitorji, ki so investirali idealno, se pravi res poceni, tudi prehitro unovčujejo oziroma izstopajo. Mi smo en cikl
te enormne rasti doživeli, a zdaj bomo še enkrat tako, a bo to se razvlekel, ne vem, ampak vemo, kaj lahko ta trg naredi. In enkrat bo. In ga vidimo vsi v podjetju Incrementum veliko više. Torej, naše poslanstvo je, da probamo čim več investitorjev privabiti, da razumejo, kam investirajo, in če razumejo, se držijo samo pravil tega segmenta finančnega trga, in če se jih bojo držali, bojo zelo zadovoljni. Tako kot je že Izidor in Beno, ki sta rekla, odvisen od vsakega posameznika, kakšne cilje ima. Se pravi, če imaš čas, drži, kupuj. Če rabiš denar v prihodnjih pol leta, bom rekel, potem pa razmišljaj o nekem unovčevanju dobička. No. Pa bi te še jaz vprašal, če lahko ti poveš, zakaj prvo Bitcoin zraste, pa potem ostali. Bitcoin je vseeno najdlje prisoten, najbolj poznan. Zdaj, če bi intervjuvali ljudi, verjetno bi bilo ne vem koliko, 95% bi odgovorili za kriptovaluto, da je to Bitcoin, drugih 5% pa mogoče še za kakšno drugo slišal. Tako da iz tega vidika je prvo, se pravi, zdaj je bilo tudi to, da so institucije sploh začele, se pravi, ti ETF-i, to je potegnilo naprej. Seveda je pa potem ta wealth effect, se pravi, ko se prelije, ko lastniki Bitcoina postanejo bogati, imajo pa malo tudi možnosti malo pogembljati na kakšnih drugih, in potem to prelivanje kapitala povzroči toliko veliko rast. S tem, da vidim prihodnost toliko boljše potencialno na teh majhnih altih, ker vseeno je postal Bitcoin dvotrilijonski asset, se pravi, samo še 7-kratnik približno mu manjka, pa bo prehitel zlato. Ne bom lahko ga bo prehitel, ne bom še tam govoril. Drugače je to kot v stock marketu, kjer moraš ugotoviti valuacijo Microsofta in videti, tukaj pa še ima možnost zrastati 30, mogoče 15, pa delajo analitiki izračune. Ne, tukaj je iz takega majhnega semena bo zraslo to drevo, zato govorimo o teh, bom rekel, 10-kratnikih, 20-kratnikih, in niti ne moreš oceniti, to pa gre lahko 20% gor. Vidim, ampak ne samo direkt gor, recimo, se pravi, zdaj je šel iz, stvari se spreminjajo, zdajle ne vem točno koliko milijard je, ampak mora biti nekih 150 milijard je market cap, fully diluted je še več, ampak je šel iz, koliko je šel? 60 centov. No, iz 60 centov, vidim, se pravi, mu daje možnost, da bo to trilijonski projekt, se pravi, da še nek 7-kratnik naredil. Seveda, spet na koliko časa. Čez 20 let, verjetno tudi trilijonski bojo majhni. Če se vrnem tako na delnice, ker jaz sem iz delnice štartal. Pred leti je bilo največje podjetje, sta tekmovala Apple pa ExxonMobil. In to sta tekmovala pri 300 milijardah, se spomnim, pa to ni toliko časa nazaj, to je 10 let nazaj. Sta tekmovala, Danes tekmujejo pri 3 trilijonih Nvidia, Apple, Microsoft, Google. Se pravi, to je 10-kratnik v 10 letih. Pa je bil Apple takrat, že marsikdo je imel Maca, telefon, iPodi, so bili v bistvu že mema, Že takrat je bilo veliko podjetje, pa je zraslo v zadnjih 10 letih 10-kratnik. Tako da, kje je šele te, ki so manjša, potenciali? Najmanjši market cap, kar te še zanima, da vstopaš not? Jaz nerad lovim neke nove projekte, nekaj, ki je, ne vem, popularen ratal po zadnjem mesecu. Najraje imam, da je
projekt že v bistvu strpa. Nekaterim rečejo Dinocoin, tudi en primer je Chainlink. Ja, Dinocoin, ampak je pa preverjen, je šel čez bear market, preživel je bear market. In to je v bistvu tisto, kar najraje vidim. Da je atestiran enkrat, če je še dvakrat, če toliko bolje. Dragi gostje, hvala vam za vse izčrpne informacije in seveda tudi naši publiki, ki je sodelovala iz ozadja. Tako da zdaj so mi tudi iz ozadja sporočili, da je Ethereum ta trenutek presegel $4000, tako da jaz predlagam, da in kakor se tudi spodobi, da nazdravimo novim vrhovom, ki sledijo v prihodnjem letu in seveda na uspešno, zdravo, pozitivno leto. Čin, Zdravje, živjo, zdravje. živjo. Čin, publika.